dovolite, da najprej izrazim globoko sožalje vsem svojcem žrtev te tragične nesreče, ki se je zgodila včeraj. Jaz upam, da bodo poškodovani vendarle čim hitreje okrevali in da bodo tudi oblasti, ki so odgovorne za to področje, v prihodnje storile vse, da bi do tovrstnih nesreč ne prihajalo. Naj preidem k predsedniški kampanji. Želim vas obvestiti, da način kandidature, da smo se že dogovorili, kako bom kandidiral. To bo s podporo stranki in z podpisi 3 poslancev. Zdi se mi, da je ta metoda, ta pristop, ta hip najbolj racionalen, ne samo zato, da ne bi dodatno obremenjevali upravnih enot v teh poletnih časih, ampak tudi volivcev, ker morajo veroviti svoj podpis oziroma svojo podporo. Prav tako pa se mi zdi, da zlasti pomembnejši kandidati oziroma tisti, ki jih javnost že ima za favorite, imajo popolnoma jasno in pregledno politično podporo teh vseh strank. Jankovićeva stranka recimo podpira dr. Türka, socialni demokrati gospoda Pahorja, tudi moja podpora je prezentna, tako da bi lahko uporabili te mehanizme, ki so na voljo in čim bolj enostavno, brez kompliciranja vložili te naše kandidature. Še vedno pa smo vsi skupaj kandidati za kandidate, kot je že bilo rečeno nekajkrat. Prav tako bi rad poudaril, da mojo podporo Združujemo za prihodnost je podpisalo že skoraj 9000 podpisnikov in da bomo s to akcijo zbiranja podpisov vendarle nadaljevali. Tukaj gre za drugačno akcijo. Ljudje lahko podprejo mojo kandidaturo tudi preko spleta, lahko tudi v prihodnje na posebej za to določenih mestih, na stojnicah, vendar teh podpisov seveda ni treba overoviti, tako da gre za drugačen žanr kot zbiranje podpisov za podporo. Seveda to je zame taka množična podpora, velika čast in tudi zaveza. In še mogoče ocena o odzivnosti ali pa neodzivnosti predsednika republike v času poskušanja preseganja politične krize. Jasno je, da imamo gospodarsko, finančno, tudi socialno krizo, tudi politično, ampak ne še popolnoma. Ampak če ne bomo dosegli nekoliko večje enotnosti v tem procesu iskanja rešitev, pa lahko pademo v popolno politično krizo, kar se seveda Slovenija ta hip ne bi smela privoščiti. Predsednik republike je neka inštanca, predstavnik države, za katerega se ne pričakuje, da vsak dan stopi na teren politike, se vmeša v politiko in pove svoje stališče, priporočilo, opozorilo, recimo slovenski javnosti. Včasih pa so trenutki, ko pa je to potrebno storiti in na ustrezen način. Jaz mislim, da predsednik republike ne izkazuje ta hip ne ustreznega odnosa do politike, niti ne na pravi način ne ponuja ustreznih odgovorov na izzive in pa vprašanje časa. Kar se prvega tiče, njegov odnos do politike, bi rad poudaril, da bi pričakoval od njega, da poskuša povezovati vse politične akterje, da bi lahko posredoval in sklical en politični vrh, kjer bi iskali skupen odgovor na ključna vprašanja političnega trenutka. Vendar tega ne stori, nasprotno, postavil se je nasproti vladi, zagovarja Jankovićevo opcijo izhoda in na nek način se je na ta način kot predsednik republike politično predvsej omejil zgolj na en del političnega polja. Jaz mislim, da to ni dobro. Če bi poskušal delovati nekoliko bolj povezovalno, če bi poskušal poenotiti, bi moral delovati predvsej drugače. Istočasno s svojim odnosom do vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo, mislim, da ni ubral pravo pot. Zadnjič je tudi izjavil kot pravnik, da je že sama ratifikacija pogodbe o stabilnosti, upravljanju in usklajevanju ekonomske in monetarne unije, ki je bila sprejeta, ratificirana z veliko večino v slovenskem parlamentu, pravzaprav soglasno 19. aprila 2012, ki so ga tudi podprli poslanci in poslanke Pozitivne Slovenije in tudi socialni demokrati. Torej smo sprejeli kot celotna politika neko zavezo, da bomo to uredili
Pa vendarle ne drži njegova ocena, da že avtomatično s to ratifikacijo smo storili dovolj, da imamo zadevo v našem pravnem redu. Načeloma formalno pravno ja, vendar jasno piše, da moramo v roku enega leta implementirati to na ustrezen način. En od ustreznih načinov je tudi ustavni zapis, ki je trajen in močno zavezujoč. Že predsednica Ljudmila Novak je prej povedala, da ni potrebno primerjati recimo Francije in Slovenije glede tega, na kak način dati finančnim trgom ustrezen signal, da bo ta fiskalno pravilo dovolj zavezujoče. Francija je močna akter, niso samo argumenti, ki jih je omenila predsednica, ampak ona je tako močna akter, da lahko vpliva tudi na bonitetne hiše, da popravijo svojo oceno, kot se je to zgodilo v lanskem letu. Torej, jaz sem prepričan, da vprašanje vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo ni prvovrstno pravno vprašanje, ampak je politično, gospodarsko in tudi nenazadnje finančno in pa nenazadnje socialno vprašanje. In zaradi tega menim, da je potrebno doseči političen konsens in se bi bilo potrebno poenotiti okrog tega. Sicer nas čaka v Sloveniji kar precej vroča tudi politična jesen, ne samo na terenu politične kampanje za predsednika republike, ampak zlasti na področju zakonodajne pa tudi izvršne politike. Nenazadnje se mi zdi, da tudi tisti, ki nekoč dajo neko besedo, predsedniki strank v začetku leta so se uskladili okrog vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo, pa so potem snedli to besedo. Poslanci, člani slovenskega parlamenta in tudi iz omenjenih strank so glasovali za, pa so potem tudi na ta način, da nočejo več sodelovati pri teh projektih, prav tako snedli besedo in to ni korektno, ni dobro. Nenazadnje pa tudi predsednik republike zavezan zakonodajnim odločitvam, še posebej, če so tako visoko, 74 glasovi, kot je bila ta ratifikacija sprejeta, torej, če imajo tako visoko legitimnost in visoko podporo v slovenski politiki. Kot smo že večkrat rekli, čas je denar, vsaki dan, ko še ni političnega soglasja, političnega dogovora o nekaterih ključnih vprašanjih, zlasti o zlatem fiskalnem pravilu, nas to kar veliko stane. Dejstvo je, da svetovni finančni trgi slovensko politično neenotnost ne bodo nagradili in jaz mislim, da vsi skupaj zamujamo kar veliko priložnost. Mislim pa, da bi lahko predsednik republike, vsaj jaz bi na njegovem mestu, ravnal drugače, veliko bolj povezovalno, bi se trudil, da najdemo politični dogovor in politični konsens in bi nastopil predvsem manj politično v tem primeru.